Naša današnja gostja Špela Novak je prav tako študentka psihologije in članica skupine Dosjeji psi. Danes bomo prisluhnili njenemu predavanju z naslovom Zdravi odnosi in zdravo telo. Tako kot prejšnjim predavateljem lahko naši sedanji gosti zastavite kakšno vprašanje, na katerega bo odgovorila ob zaključku predavanja. Vprašanja pa lahko zastavljate preko programa Slido, tako kot vsa prejšnja. Spoštovana Špela, izvoli, vam kar predajam besedo. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa želim zanimivo in prijetno poslušanje. Zdravo. Sam preverjam, če se vse vidi in sliši. Ja, odlično se vidi in sliši vas in vašo prezentacijo. Vse je v redu. Super, hvala. Torej, pozdravljeni še z moje strani. Sem Špela Novak, kot je že bilo omenjeno. Sem absolventka študija psihologije v Mariboru in tudi članica Dosjejev. Danes bom z vami govorila torej o povezavi med zdravimi odnosi in pa zdravim telesom ali pa nezdravimi odnosi in nezdravim telesom. Tema aktualnega dogodka je teden možganov. Človek ni otrok. In John Donne je bil za to misel ogromno citiran, seveda z nekim namenom. Ljudje imamo namreč nek gon po tem, da formuliramo in pa ohranjamo vsaj nek minimum pozitivnih in trajnih medosebnih odnosov. Da zadovoljimo ta gon, pa so potrebne redne in afektivno prijetne interakcije z nekaterimi drugimi. Pomembno pa je tudi, da so te interakcije relativno stabilne. Če pogledamo z evolucijskega vidika, je imela želja po ustvarjanju socialnih vezi tako preživetvene kot tudi reproduktivne koristi. Skupine so si lahko delile hrano, zagotovile partnerje in pa pomagale skrbeti za potomce. In ne samo, da odnosi nastopijo naravno, ampak ljudje vanje tudi investiramo veliko časa in truda. Ker je pa tema odnosov precej široka, se bom jaz danes osredotočila bolj na partnerske odnose, zato ker imajo ti na nas večji vpliv. Zato, ker partnerja skupaj preživljata skupaj največ časa, delita si najpogosteje tudi prostor in imata neke skupne aktivnosti. Poročeni pari in pa tisti v dolgoročnih razmerjih si navadno delijo tudi celo finančne vire. Vse to pa ustvari potem veliko prostora tako za podporo, kot pa tudi za konflikt. Jaz bom govorila o 14 načelih odnosov, s katerimi bom skušala zajeti, zakaj potrebujemo odnose, kako nam ti koristijo in pa kaj lahko mi kot partnerji doprinesemo oziroma kako mi vplivamo na odnose. Najlažje bomo razumeli, če načela razdelimo v 4 skupine, ki so oblikovane okrog 4 za znanost odnosov pomembnih vprašanj. To so, kaj je odnos, kako odnosi delujejo, kakšne težnje prinesemo vanje in pa kako na odnose vpliva kontekst. Pa če se lotimo kar prve skupine načel, kaj je to razmerje oziroma odnos, vključuje 3 osnovna načela, ki se nanašajo na to, kako in zakaj odnos postane več kot samo vsota svojih delov, na združitev 2 partnerjev v eno psihološko entiteto in pa način, kako se ti odnosi spreminjajo skozi čas. Najprej načelo edinstvenosti. Kaj se bo v odnosu dogajalo, ni odvisno samo od specifičnih lastnosti vsakega partnerja posebej, ampak tudi od nekih edinstvenih vzorcev, ki se pojavijo, ko se lastnosti partnerjev prekrižajo. Odnosov ne moremo dobro razumeti, če preučujemo vsakega partnerja posebej, ampak moramo na par gledati kot na neko dinamično celoto. Naprimer, če tudi sta oba partnerja zelo nizko samorazkrivajoča, se lahko njune lastnosti ujamejo na nek edinstven način, ki pripelje do tega, da se drug drugemu zelo razkrijeta. Naslednje načelo je načelo integracije. V veliko intimnih odnosih je namreč psihološka meja, ki ločuje partnerje, zamegljena. To pomeni, da je težko razsoditi, kje se en partner konča in drugi začne.
Komponenta dojemanja samega sebe in pa tudi samoregulacija imata nekoliko manj individualističen poudarek. Ko se razmerje razvija in želja po njegovem ohranjanju narašča, se posameznikova samopodoba običajno vedno bolj prepleta s partnerjem in pa z odnosom. V skladu s teorijo transakcijske dinamike ciljev, partnerski odnosi tvorijo eno skupno samoregulacijsko enoto, ki vključuje kompleksno mrežo ciljev in rezultatov. Kot smo že omenili, je optimalna enota za razumevanje dinamika diada in ne posameznik. Primer, Janez si postavi cilj, ki je recimo izguba teže. Temu cilju sledi tako, da se odpove sladica. Njegova žena pa mu pri tem pomaga na tak način, da kupuje bolj zdrave prigrizke. Potem pa si recimo žena Maja zastavi cilj, da bo pravočasno oddala nek delovni projekt, pri tem pa ji mož Janez pomaga tako, da prevzame med tem časom starševstvo ali pa skrb za hišna opravila, da se lahko Maja osredotoči na projekt. Torej, odvisno od tega, kako učinkovito partnerja usklajujeta svoje cilje in pa sledenje ciljem, lahko soodvisnost ciljev okrepi ali pa spodkopava uspeh vsakega posameznika. Kadar imata partnerja močno usklajene cilje, lahko dosežeta raven uspešnosti, ki bi bila nemogoča, če bi bila samska ali pa če bi imela manj kompatibilna partnerja. Raziskave so dejansko pokazale, da posamezniki, ki razmišljajo o načinih, kako jim je partner v pomoč pri doseganju cilja, manj trdo delajo pri uresničevanju tega cilja. Potem imamo načelo poti. Na dolgoročni potek odnosa vplivajo predstave vsakega izmed partnerjev o izkušnjah in pa interakcijah, ki so pomembne za par in se nenehno posodabljajo. Odnosi se seveda skozi čas spreminjajo. Intimnost v odnosu postopoma narašča, s tem, ko partnerja povečujeta širino in globino svojega samorazkrivanja. Vedenjski sistemi, ki so povezani z razvojem odnosa, se tudi razvijajo različno hitro. Pri tem je sistem spolnosti še posebej pomemben v začetku razmerja, potem, ko se zveza vzpostavi, pa postanejo mogoče nekoliko pomembnejši sistemi navezanosti in nege. Če gremo na drugo skupino načel, kako odnosi delujejo, vključuje ta skupina 4 načela, ki se nanaša na to, kako posamezniki ocenjujejo svoje partnerje in odnose, kako se partnerji odzivajo na potrebe drugega, kako pari diadno reagirajo na konflikte in druge pomembne dogodke v odnosu in pa kako partnerji tipično ohranjajo odnos kljub izzivom. Najprej začnem z načelom evalvacije. Ljudje nenehno ocenjujemo svet okoli sebe in naši partnerji niso nobena izjema. Navadno jih ocenjujemo na 2 ločenih dimenzijah, in to so torej na pozitivni in negativni. Zaradi tega lahko pride tudi do ambivalentnih občutkov, torej ko neke stvari ocenimo hkrati zelo pozitivno in negativno. Potem načelo odzivnosti. Odzivno vedenje spodbuja kakovost odnosov v očeh obeh partnerjev. To pomeni, v kolikšni meri smo seznanjeni s temeljnimi potrebami in vrednotami drugega, koliko smo občutljivi nanje in v kolikšni meri jih vedenjsko podpiramo. Študije so namreč potrdile, da odzivno vedenje partnerjev v številnih negativnih in pozitivnih izkušnjah napoveduje večje osebno in partnersko blagostanje. Zaznavanje visoko kakovostne podpore pa napoveduje boljše počutje in pa boljše zdravstvene izide. Načelo resolucije. Način, kako partnerji komunicirajo in se spopadajo z različnimi pripetljaji v odnosu, vpliva na kakovost in stabilnost odnosov. Načini, kako pa ti dogodki vplivajo na odnos, pa so pogosto odvisni od tega, kako se partnerja odzivata nanje. Ker imajo negativni dogodki močnejše posledice za blagostanje odnosov kot pozitivni, je konfliktna interakcija ponavadi še posebej pomembna, poleg tega pa učinkovitost in hitrost, s katero si partnerji opomorejo od konfliktov, tudi napovedujeta zadovoljstvo in pa stabilnost v odnosih. Načelo vzdrževanja.
partnerji v predanih odnosih razmišljajo in se vedejo na način, ki spodbuja ohranjanje odnosa skozi čas. To je že prej omenila Sabina. Pri tem se pogosto poslužujejo mehanizmov vzdrževanja odnosov. Velikokrat gre tudi za pristranskosti. To so recimo zaznavanje lastnega odnosa kot boljšega od ostalih, ignoriranje ali pa nižanje vrednosti romantičnim alternativam, žrtvovanje v korist razmerja in pa odpuščanje partnerjevih prestopkov. Eden izmed mehanizmov je tudi, da moški, ki so v romantičnem razmerju, za razliko od samskih, menijo, da je ženska, ki ni njihova partnerka, manj privlačna v fazi ovulacije, ko je zelo plodna. Verjetno zato, ker je takrat še posebej vabljiva in ogroža njihovo obstoječo zvezo. In za voljo ohranjanja primarnega odnosa so zato motivirani, da jo dojemajo bolj negativno. Zadnji sklop, tretja skupina načel se nanaša na to, zakaj na odnos vplivajo lastnosti obeh partnerjev, njune potrebe in cilji in pa merila, ki jih uporabljata za ocenjevanje odnosa. Načelo predispozicije. Ljudje v odnose prinesemo določene lastnosti temperamenta in osebnosti, kar vpliva na naše in partnerjevo dobro počutje v razmerju, naše močne točke, kot so na primer visoka samopodoba, varna navezanost in pa ciljna naravnanost, in pa tudi naše šibkosti, kot na primer nevroticizem, občutljivost na zavrnitev ali pa izogibanje ciljem, in se lahko okrepijo z dogodki, ki se zgodijo znotraj razmerja. Načelo instrumentalnosti govori o tem, da ljudje v odnose prinesemo tudi svoje potrebe in cilje. Dinamika med partnerjema, kot smo že omenili, vpliva na to, kako uspešni bomo pri zadovoljevanju teh potreb in pa uresničevanju ciljev. In ena izmed temeljnih potreb, ki je pomembna za oblikovanje in pa vzdrževanje tesnih odnosov, je navezanost. To je potreba po vzpostavljanju čustveno tesnega odnosa, ki spodbuja občutke varnosti. V eni raziskavi možganov so ugotovili, da ko so bile ženske izpostavljene grožnji elektrošoka in so ob tem držale svoje zakonce za roke, so njihovi možgani zaznali manj ogrožujočo situacijo. Zanimivo je, da so bile razlike glede na možganske odzive tudi različni glede na kakovost zakona. Potem pa je ena druga študija pokazala, da že samo ogled fotografije svojega romantičnega partnerja zmanjša subjektivno stopnjo bolečine, o katerih so ženske poročale, poleg tega pa zmanjša tudi dejansko aktivnost dela možganov, ki je povezan z bolečino. Bližina romantičnega partnerja pa tudi, če samo na sliki, namreč aktivira možganske regije, ki so povezane s signalizacijo varnosti. Še posebej pri tistih, ki verjamejo, da jih njihov partner močno podpira. Načelo standardov. Ljudje v razmerja prinesemo tudi neke standarde in se boljše počutimo, kadar naši odnosi te standarde presežejo. Model idealnih standardov predpostavlja, da posamezniki, ki dojemajo partnerjeve lastnosti kot bolj podobne idealnim, doživljajo odnos kot bolj kvaliteten. Visoki standardi pogosto motivirajo za odnos pozitivna vedenja, če niso dosegljivi, pa lahko prinesejo tudi razočaranje. Zadnja skupina načel vključuje 4 načela, in sicer kako in zakaj partnerji odreagirajo v situacijah, ko se njihovi interesi razlikujejo, kako se odzivajo na privlačne alternative, kako na dinamiko razmerja vplivajo stresorji in pa kako na dinamiko odnosa vpliva širša socialna mreža in kultura. Situacije same se razlikujejo glede na to, v kolikšni meri omogočajo ocenjevanje partnerjevih ciljev in motivov v zvezi z razmerjem.
Partnerjevi motivi so bolj razkriti v neskladnih situacijah, v katerih dober rezultat enega partnerja povzroči slab rezultat drugega. Primer, partnerka dobi sanjsko službo na drugem koncu države, se bo partner prilagodil in marsikaj tudi žrtvoval, da ji pomaga pri doseganju tega cilja. Take situacije potem najboljše pokažejo, koliko je posameznik pripravljen žrtvovati za neko zvezo. Če partnerja takega testa ne opravita, torej ne pride do ustreznega preoblikovanja ali pa prilagajanja, je zelo velika možnost, da bo odnos postal nestabilen, medtem ko če pride do prilagoditve partnerja, pa to pri drugem vzbuja zaupanje. Načelo kulture. Odnosi so del nekih širših družbenih omrežij in kulture, vključno z normami, praksami in tradicijami, ki oblikujejo naravo in smer odnosov. Odobravanje razmerja strani družbe in prijateljev napoveduje večje zadovoljstvo in stabilnost v odnosih. S kulturo so seveda povezane tudi norme glede spolnosti. Koliko bo nek par spolno aktiven in pa kakšna so primerna spolna vedenja. Okolje, ki si ga izbiramo, pa je zanimivo, tudi povezan z našo preteklostjo in pa preteklostjo naših prednikov. In to na način, da recimo, če živimo v okolju, ki vsebuje več patogenov, lahko to sproži preference za romantične partnerje, ki nosijo gene povezane z boljšim zdravjem. Kakšna pa potem je sploh povezava med srečnim zakonom in zdravjem? Največji problem pri razumevanju povezave je smer kavzalnosti. Nesrečni odnosi namreč lahko vplivajo na poslabšanje zdravja, po drugi strani pa kronične zdravstvene težave ali pa slabše zdravje prispeva k upadanju zadovoljstva v zakonu. Način razmišljanja in pripisovanja odgovornosti partnerju samo za negativna vedenja napoveduje slabšo stabilizacijo kortizola po konfliktu partnerjev. Po drugi strani, regulacija čustev v partnerskih odnosih je prav tako eden ključnih faktorjev, ker pari v stiski kažejo več negativnega razpoloženja, zlasti sovražnosti. Večje negativna razpoloženja pa so povezana z biološkimi mediatorji, kot sta na primer kardiovaskularna in pa nevroendokrina reaktivnost. Medtem ko na drugi strani pa čustveno razkrivanje prinaša vrsto koristi za fizično zdravje. Te so recimo povezane z manjšo odsotnostjo iz dela in pa manj obiskov pri zdravniku, kar pa se pripisuje spremembam v psihološkem blagostanju in pa biološkim faktorjem, zlasti funkciji imunskega delovanja. Kaj pa so prej omenjeni biološki mediatorji? Najpomembnejši so kardiovaskularni, nevroendokrini in pa imunski sistem in disregulacija teh sistemov je vpletena v škodljive učinke stresa na zdravje. Posamezniki z večjo odzivnostjo srca in ožilja na stres so v večji nevarnosti za prihodnje bolezni srca in ožilja in pa za hitrejše napredovanje bolezni. Pari, ki so med zakonskimi razpravami bolj sovražni, imajo višji krvni tlak in utrip v primerjavi z manj sovražnimi pari. Nevroendokrine poti. Bolj negativno vedenje med zakonskimi interakcijami se povezuje s povišano koncentracijo kateholaminov v krvnem obtoku med in po konfliktih med zakonci. Kateholamini so recimo noradrenalin in pa epinefrin oziroma adrenalin. Pri parih, ki so med konflikti bolj sovražni, pride tudi do večjega akutnega povečanja aktivnosti naravnih celic ubijalk, ki igrajo ključno vlogo pri takojšnjem odzivanju na virusne okužbe z ubijanjem virusno okuženih celic v telesu. Poleg tega socialna zavrnitev, torej potencialno tudi strani partnerja, prispeva k vnetju, ki je takojšen odziv na telesa, na poškodbe in okužbe. Kronično in trajno vnetje prispeva k kopičenju škode v tkivih, ki obkrožajo mesta kronične okužbe in je tudi osrednji mehanizem pojasnjevanja, kako lahko psihosocialni dejavniki prispevajo k kroničnim boleznim, vključno z aterosklerozo in rakom.
V kontekstu zakonske zveze so bile višje stopnje sovražnega vedenja med prepirom povečane z večjimi povečanji označevalcev vnetja v telesu. V krvnem obtoku, se opravičujem. Če na hitro povzamem, ima slabše zakonsko delovanje pomembne oziroma podobne učinke na imunski sistem kot kronični stresni dogodki v življenju. Tak, upam, da nisem bila prehitra, to je z moje strani vse. Če imate še kakšno vprašanje oziroma vprašanje? Super, hvala, dobili smo eno vprašanje. Gledalce zanima, kaj lahko naredimo, da izboljšamo naše odnose in ali je pri odnosih pomembna kvantiteta ali kvaliteta? Ja, torej, glede kvantitete ali kvalitete, je čisto subjektivno, ker je ena stvar, ki je nisem imela časa omeniti, je tudi poliamorija, ki pravi, da bi naj bilo mogoče imeti več tudi romantičnih, ne samo seksualnih partnerjev, in pri tem bi naj primaren odnos bil stabilen zato, ker naj drugih partnerjev ne bi dojemali kot resnične zamenjave tega primarnega partnerja. Torej, če se razumemo, bi naj en partner je lahko primaren, lahko pa jih načeloma je tudi več. Zdaj, glede na to, kak je bilo vprašanje? Kaj lahko naredimo, da izboljšamo naše odnose? Ja, to je zelo kompleksno vprašanje, ker kot smo videli, 20 minut je daleč premalo časa, da bi vse to zajeli. Jaz mislim, da je v prvi vrsti treba delati na sebi, na tem, kako se bomo odzivali na neke dogodke in pa ne nazadnje tudi na odnosu kot celoti, poslušati partnerja, dejansko poslušati, torej kaj rabijo in se pač truditi. To bi zdaj bilo tako na hitro. Super, hvala za odgovor. Hvala za zanimivo in poučno predavanje. Veseli smo, da ste se udeležili našemu povabilu in sodelujete v sklopu predavanj Tedna možganov. V imenu organizatorjev pa vam želim vse dobro na vaši nadaljnji poti. Hvala tudi vam. Hvala, srečno, nasvidenje. Nasvidenje. Jo.